Okoli 50 zaposlenih v mariborskem podjetju Elektrokovina predstikalne naprave danes stavka. Zahtevajo izplačilo septembrskih plač, letošnjega regresa ter poravnavo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Že dopoldne so se delavci odpravili na protestni shod, ustavili so se pred inšpektoratom za delo, sprejel jih je tudi mariborski župan. Stavkali bodo do izpolnitve zahtev, ker pa zaradi izmikanja vodstva ne verjamejo več v rešitev podjetja, bodo sprožili tudi postopek za začetek stečaja. Druga nam ne preostane, če nimamo za preživetje. Nimamo se več s čim preživljati. Poslanci Državnega zbora na izredni seji nadaljujejo obravnavo predloga zakona o davku na nepremičnine. Brez zapletov tudi danes ni šlo, saj je opozicija predlagala preložitev te točke. Predsednik parlamenta je predlagateljem pojasnil, da bi v primeru glasovanja o njihovi zahtevi kršil ustavo. Davek na nepremičnine bo nadomestil 4 dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Pred Državnim zborom pa je prav med burno razpravo potekal manjši protest. Med prekinitvijo seje se je v organizaciji podmladka SLS pred stavbo zbrala tudi manjša skupina protestnikov, ki je opozorila na nesprejemljivost zakona o davku na nepremičnine. Sprejelo jih je vodstvo SLS, nato so se odpravili pred mestno hišo. Predlog obdavčitve nepremičnin ves čas sproža burne odzive. V zraku je še vedno tudi grožnja večjega protesta. V ljubljanskem Cankarjevem domu se nadaljuje 8. slovenski forum inovacij. Na njem se od torka predstavlja 47 izbranih izumov v računalništvu in informatiki, elektrotehniki in telekomunikacijah, strojništvu, arhitekturi in gradbeništvu, pri vzgoji, v športu in rekreaciji. Ob tem poteka tudi poslovno-inovacijski program, namenjen udeležencem, ki želijo uspešno komercializirati svoj izum oziroma uresničiti podjetniško zamisel. V mednarodnem programu pa je poudarek na nacionalni znamki iFeel Slovenija in uveljavljanju lastne blagovne znamke na tujih trgih. Davčna uprava poziva vse davčne dolžnike, še posebej pa manjše z dolgovi do 100 evrov, k čimprejšnji poravnavi obveznosti. Tako se lahko izognejo stroškom davčne izvršbe, ki lahko znašajo 50 evrov ali več in pri manjših dolžnikih pogosto presegajo davčni dolg. Trenutno je v postopku izvršbe 23.500 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 evrov oziroma okoli 8.300 dolžnikov z dolgom dobrih 20 evrov. Nadaljevalo se bo pretežno oblačno vreme, čez dan bo suho, zvečer pa bo začelo deževati. Pihala bo šibka burja, v petek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. Pihala bo zmerna burja, hladno bo. V soboto bo oblačno, padavine bodo oslabele in čez dan po večini ponehale. Nekoliko se bo spet ogrelo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. O stiski stavkajočih delavcev težave bo pomagal reševati tudi mariborski župan Fištravec. V Sloveniji recikliramo premalo izrabljenih motornih vozil. Bili smo na terenu s policisti, ki so preverjali kršitve pešcev in voznikov, ki pešce ogrožajo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.